Kako med številnimi možnostmi za preživljanje prostega časa izbrati pravo? Je pomembno, da pogledamo, po kateri uri je kaj, da se mi trening in verouk ne križata. Potem je pomembno, da se tam zabavam, da se ne mučim. Včasih nas zanimajo stvari, ki se jih ne moremo udeležiti v obšolskih dejavnostih in krožkih. Ptice opazujem sama, če vidim kakšno nenavadno ptico, pa kontaktiram društvo opazovanja ptic. Učil sem se to na enemu izmed tečajev DJ-janja v Sloveniji. Hitro pa se nam lahko zgodi, da za prostočasne dejavnosti porabimo preveč časa. Glasbena lahko vzame veliko časa, moraš vzeti si čas, da zvadaš inštrument, da se naučiš stvari po teoriji. Mislim, da imam premalo prostega časa, ampak mi to ni problem, saj uživam tudi takrat, ko igram nogomet. Preveč je vsekakor takrat, ko otrok začuti stisko, res močen odpor. Bi priporočala vsem, da si prostočasje vzamejo tudi kar tako. Tudi, če se morda prikrade tisti neprijeten občutek, ki mu pravimo dolg čas. Včasih se moramo zaradi pomanjkanja časa kateri od dejavnosti odreči ali pa to naredimo, ker nam preprosto ni všeč. Se pa čisto preprosto lahko odločijo potem za naslednjo, a ne? In tako spoznavajo skozi te dejavnosti sebe. Čeprav ko sem bil majhen treniral karate, sem se potem premislil in začel trenirati nogomet. Torej, ko izbirate med dejavnostmi, naj bodo različne. Pomembno pa je tudi, da se o njih pogovorite s starši, da vam ne vzamejo preveč časa, predvsem pa, da jih zares radi obiskujete. Šola je vedno na prvem mestu, ampak to je pa takoj po šoli in če se enkrat odločiš, ne moreš nehati.